Poglejmo si, kakšne so prakse ugotavljanja očetovstva pri nas. V Sloveniji je vedno več ponudnikov analiz DNK za potrditev biološkega očetovstva, ki se delijo predvsem po namenu uporabe. Če jo potrebujete zaradi upravnega oziroma sodnega postopka, vam morajo vzorce DNK vzeti strokovni delavci, ki preverijo identiteto testiranih oseb. Če pa se odločite za test za lastno uporabo, lahko pri nekaterih ponudnikih vzorce za testiranje pošljete sami po pošti, vendar pa so rezultati teh analiz samo za lastno uporabo. Tu imamo dve poročili DNK testa očetovstva za osebno uporabo. V čem se razlikujeta? Ta dva bistvena razlika med njima je, kakor vidite, da enem je očetovstvo, domnevni očetovstvo potrjeno, v drugem pa ni. Se pravi, tukaj je v bistvu verjetnost očetovstva nič, v tem primeru pa verjetnost očetovstva 99,99. Ker otrok podeduje en lokus od mame in druge od očeta, lahko tukaj predvidevamo, da je 17 ponovitev na Y-kromosomu odvzel od mame, 15 pa od očeta. In glede na populacijo, ki je v bistvu v tem primeru bela kavkaška populacija, se primerja domnevni oče s katerim drugim očetom in ugotavlja, kakšna je pravzaprav verjetnost, da je 15 ponovitev točno pri tem otroku. In z tega se v bistvu dobi tako imenovani indeks očetovstva za posamezni lokus. V tem primeru je 344 milijonov večja verjetnost, da je ta domnevni oče temu otroku, kot pa katerekoli naključni oče v populaciji.